bi radi živeli boljše, da bi bili bolj zdravi pa srečni. Ja, začnite se ukvarjati s sabo, ne sosedi. V oddaji Klepet ob kavi vam zaupamo kako. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. Veliko ljudi je že toliko ozaveščenih, da so začeli saditi in gledati, a je ekološko, a je certifikat, a je 3 certifikat in tako naprej. A vendar, kako pomembno pravzaprav to sploh je? Kaj pa zemlja? Kakšna je zemlja? Se spomnite Anton Komat, ki je govoril, koliko dejansko življenja je v eni žlici zemlje. Ampak kakšne zemlje? Kje je ta zemlja pravzaprav bila? Danes tematika pomembna, če ne najpomembnejša, preprosto. Kako rešiti tla? Pogovarjali se bomo s Sanjo Lončar, lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Te naravne rešitve za radiacijo, fejs me je stiskalo, no? Sem tole brala in se mi zdi, da sem kar padla v en proces. Wow, to so znanja. Treba jih je dejansko zdaj usvojiti, ker potem bo prepozen, potem boš v paniki, pa moraš imeti pripravljene stvari za zemljo pokriti, pa vse take stvari, ki se mi zdi, da so življenjskega pomena. Dajmo pogledati tole v Vrhniki, to verjetno ni neka izjema, se lahko večkrat se zgodi, ne? Ob vsaki občini tiči še ena Vrhnika in po celem te komediji, ki je bila posledično po Vrhniki, mislim, da smo se vsi naučili samo to, da šlamparija je očitno dovoljena, ne terja nobene posledice in takih dogodkov, ker se neki samo užge in onesnaži naše okolje, zagotovo bomo videli še. Torej, v tem smislu mi smo se ukvarjali z radiacijo, ker je to ena od najbolj, kako bi rekli, najbolj hudih oblik onesnaženja, ampak tehnično se nič ne razlikuje od onesnaženja s težkimi kovinami, ki se povečujejo iz dneva v dan. Veste, da je že aluminija 1000-krat več, kot je bilo včasih, kadmija, svinca. Torej, s tem bo treba živeti in če nočemo, da nas lastna zelenjava začne bolj zastrupljati kot neka, ki prihaja od Bog ve kje, bo treba tudi znati tla vzdrževati v kondiciji. Dobra novica je ta, da sicer strupi se bomo morali naučiti živeti, ampak je velika razlika. Resnično, tle govorim znanstveno, to na osnovi državnih podatkov, ko jemljejo vzorce na različnih mestih, ugotavljajo, da je celo radiacije v enih tleh, tudi v Sloveniji, 100-krat več kot drugje. Torej, ni le, kje je padlo nekaj od Černobila, pa kje se bo usulo nekaj od nekega onesnaževalca, zelo velike tudi, kako se s tlemi delalo. In to, kar je Komat povedal, mi smo glavni povzročitelji uničevanja tal. To, kar naši gledalci ne vedo, mene je tudi šokiralo, da mi vsakič, ko MPK damo v tla, dodajamo radioaktivnost v tla. Ja. In v bistvu vase, ne? En kamionček MPK gnojila 10-tonski seva tako, kot sod nizko radioaktivnih odpadkov. Vete, če bi tle zdaj bil en sod, bi nas evakuirali ljudje v belem, bi naredili kompletna cona, bi bila blokirana. Če bi pa bil na parkingu kamion, ki nosi gnojila, ne bi nihče niti pomislil na to. Torej, vsakič, ko mi dodajamo umetna gnojila, ne le, da zaviramo, da rastline ne bojo dovolj vitalne in vse, mi dobesedno uničujemo tla, iz katerih to bo raslo, ker to bo ostalo tisočletja v tleh. In vsako leto sem dodajamo, torej fosfor je ta. Torej, način, kako delamo s tlemi, je zelo, zelo pomemben. Druga zadeva je, tako kot se moramo mi naučiti vsak dan se pomalem razstrupiti, če hočemo vse to, kar podihamo in požremo, spraviti ven. Na podoben način postane pomembno, kako delamo s tlemi, torej ne le katera semena pa sadike smo dali noter, ampak tudi kaj mi delamo, da so naša tla živa in v dobri kondiciji. Ker živa in zdrava tla so zelo malo dovzetna na težke kovine pa na radiacijo. To je ta čudež. Tako kot je zdrav človek, manj dovzeten na sevanja, na podoben način so zdrava tla, ker je veliko mikroorganizmov, veliko manj dovzetna na to. Torej, življenjsko pomembno postaja oživeti tla nazaj. Zdi se mi fajn, da se dogajajo premiki, da ljudje postajajo samooskrbni, pa tudi, če je eno korito na polici. Se mi zdi, da je ta trend, da se premikamo v tej smeri, ampak moramo pa nujno pridobiti to znanje o tem, kako rešimo, zaščitimo, okrepimo dejansko zemljo kot tako. Se mi zdi, da tako malo samoumevno jemljamo, ne? Mislim, ne morem nobeno zameriti. Ko sem začela brati vrtnarske knjige, sem vedno preskočila del o tleh. To je tisti dolgočasni, kjer so prsti, pa komposti, pa tako, pa smo takoj šli, kaj bomo sadili. Zdaj pa rekverc, ugotavljam, da se tam res vse začne in če si dobro rešijo prvo nalogo, potem nimaš nobenih težav.
Enako je kot pri človeku. Če mi imamo v redu postavljen imunski sistem, če smo dobro založeni z vsemi hranili, ja, mislim, virus lahko pade, ne bo skalijo v takem okolju. In zelo podobno je z vrtom. Če smo mi tla pravilno postavili, če smo jih okrepili, potem pa se nam ne pojavljajo glivice, zajedavci, problemi, težke kovine, sevanja, ker mikrosvet je sposoben, živa tla, polna mikroorganizmov, več jih je pod tlemi kot nad tlemi, je sposoben vse to rešiti. Čudež deževnika, veste, da je deževnik sveta žival? Ja, deževnik, ja, slišim, da je sveta žival, ampak ni pa glih najbolj priljubljena žival med, ne? Ja, mislim, da ga bomo slavili tako kot čebele. Krava, čebela in deževnik so živali, ki so sposobne transformirati snovi. To je čista metafizika. Torej, deževnik požre zastrupljeno prst, iz njega gre van čisti humus, bogega revčka secirajo in ne najdejo strupov v njem. Kako jih je dematerializiral? Ravno to, kar on nosi v svojem črevesju, te milijarde mikroorganizmov so sposobni v veliki meri dematerializirati umazanijo, ki jo človek ustvarja. Človek to ne zna narediti. Mikroorganizmi znajo, torej na kolena moramo pasti nazaj pred svetom mikroorganizmov in prositi za pomoč, ker mikroorganizmi znajo našo umazanijo počistiti. Naša visoka pamet, znanost in tehnologija pa tega niso zmožni. Se pravi, ko nekaj delamo, pa ko vidimo deževnika, mu rečemo, hvala ti, draga sveta žival. Deževnik je sposoben na dan ustvariti več humusa, kot je sam težek. Sposoben je premakniti veliko večji teret, najmočnejša žival na planetu je deževnik, ker večkratno težo svoje lastne teže lahko premika in sposoben je dematerializirati to, kar nas najbolj obremenjuje. Bravo, deževnik. Ja, bravo, deževnik. Čisti nezemljan. Mogoče so to tisti vanzemaljci, ki skrbijo za nas. Ja, prav gotovo. Kakšni ukrepi so tisti, ki bodo za vsakega preprosti, pa tudi poceni na koncu koncev, pa bojo naredili veliko, veliko razliko. Ker za človekovo počutje že majhen čas v naravi naredi veliko, veliko razliko in verjamem, da je tako tudi tukaj. Stvari so zelo preproste. Priznam, da ko sem začela pisati to knjigo, to je edina knjiga, ki sem jo pisala s cmokom v grlu. Res, stisnete. Ampak zelo sem si oddahnila, ko smo vse to ugotovili, Ana Vovk-Koržej, pa vsi, ki so sodelovali, so nam tudi zelo pomagali, ker do česa smo prišli. V resnici imamo 3 dobre in hitre načine, da se rešimo težav, recimo s težkimi kovinami ali radioaktivnimi snovmi. Ena je pomoč rastlin. Torej, temu rečejo fitoremediacija. Določene rastline nase povežejo in vase zaklenijo ravno to, kar bi nas najbolj obremenjevalo. Torej, recimo sončnice poberejo vse živo, težke kovine, kadmij, uran nase. To počnejo tudi osati, postajajo to moj priljubljeni plevel, to pustimo zdaj pri miru. Hren pobere vse živo iz tal. Ogrščice, torej vse to rumeno cveteče in takih je še, odvisno kdo kaj ima, naj prebere, katere rastline bi prav prišle. Torej, ena zadeva je, če mi to pustimo pri miru, ta rastlina naredi red v svojem okolju in omogoči, da vse ostale, vaša solatka in ostalo, kar raste zraven tega osata ali, ne vem, pegastega badlja, bo imela mir, ker je osat vase potegnil to, kar bi drugače morala pojesti rastlina. To je en način. Drugi način je, da v zemljo damo kemične snovi, ki bojo zaklenile strupe. Recimo zeolit je zdaj zelo popularen, tudi določene gline so, določena kamena moka zelo zmanjša prisotnost težkih kovin. Pa diatomejska zemlja tudi, pa take stvari. To so torej strukture, ki so take kot eno satovje, vase vežejo, sicer to ne gre nikamor, to ne izgine, to ni tako kot v primeru deževnika, ampak ostane zaklenjeno in da mir, da mikroorganizmi, ki morajo pomagati rastlinam, niso moteni s temi snovmi. Se pravi, zapor za slabe stvari. Ja, to je pripor. Aha, pripor, ja. Tretja zadeva, ki je najboljša, je, da dodajamo, da začnemo sodelovati z mikroorganizmi. Zato sem tudi tam prinesla, bomo pogledali. Torej, efektivni mikroorganizmi, ki jih zdaj znanost pospešeno odkriva, čim več sirotke, čim več koncentrirane sirotke, ki jo razredčimo, pa špricamo, vsi ti komposti, ki v sebi vsebujejo milijarde živih sevov, če jih zmiksamo, če jih zmešamo, če jih pršimo bolj pogosto,
to neverjetno oživlja tla. Kaj pomeni oživlja tla? Poveča število mikroorganizmov. Mikroorganizmi pa omogočajo, da naše rastline res srkajo kalcij, magnezij, to, kar rabijo, in zavirajo, da jim noter ne pridejo kadmij, pa svinc, pa recimo stronci. Zmaga, zmaga, zmaga. Ja. Trojna zmaga. Tale trenutek preverimo aktualne dogodke, potem pa gremo tamle pogledati, kaj je prinesla in kaj se lahko od tega tudi naučimo. Tradicionalno vsak junij že leta odhajamo na najmočnejšo točko Jadrana, na otok Iž. Če ste z nami že bili, ali pa ste si vsako leto rekli, no se drugo leto pa res, ja, to je zdaj to. Počitnice za dušo, iz katerih boste dejansko prišli spočiti, sveži, napolnjeni z energijo, ne pa še bolj utrujeni pa izčrpani. Cel teden, delavnice, druženja, tehnike, metode za osebnostno rast, pa veliko smeha in dobre volje. To so počitnice, na katere te pokliče duša, in če te duša kliče, potem pokliče 02 6200 230 oziroma če pogledaš program na www.klepetobkavi.si. Mi poskrbimo za vse, za prevoz, hrano, delavnice. Vi se samo odločite in se nam pridružite na počitnicah za dušo, otoku znanemu kot najmočnejši energijski točki Jadrana, na Ižu. V avgustu-septembru se Klepet ob kavi znova odpravlja na duhovno popotovanje. Raziskovalna odprava tokrat po poteh Indijancev in Nezemljanov. Pot bomo z letališča Phoenix v Severni Ameriki začeli v mestu Sedona, spoznali Hopije, nadaljevali v Narodnem parku Bryce, poznanem po magičnih bitih, nato Antilope in Monument Valley. 18 dni za osebno popotovanje. Pridružite se manjši skupini in doživite svet po poteh Indijancev in Nezemljanov s Klepetom ob kavi. Več pa na www.klepetobkavi.si ali 02 6200 230. Evo, smo že nazaj, Sanja Lončar v moji družbi, tale trenutek pa gledamo kaj točno? Ja, največji problem, ki ga vsi vrtnari imajo, posebej, ko preberejo našo knjigo, kako celo leto vrtnariti, pa na škatlah, pa tako, začne zmanjkovati zemlje. Rastline požrejo zemljo. Potegneš korenček van, noter ostane luknja in zdaj se pojavi problem, kaj dati nazaj. Potem pa ugotovimo, da je ponudba v trgovinah zelo problematična. Torej, to, kar neke kompostarne delajo po ostalo, to bi morali me plačati za odlaganje nevarnih odpadkov, da to dam na vrt, ko enkrat vidiš, kako se to dela. Potem pa prešteješ svoj humus in ugotoviš, da ga je premalo. Torej, če bi mi lahko imeli dovolj komposta, bi stvari bile preproste. Iz tega razloga mnogi že razmišljamo, kako treba nazaj vrniti živali, ker recimo, če imaš par kur, naenkrat boš imel 3-krat več komposta, ker ti ga bojo odlično predelale. Ampak obstajajo tudi drugi načini. Torej, prvo je pomembno narediti kakovosten kompost. To ni tisto, da namečeš vse, pa da kar se prime, zato smo tudi zelo veliko o tem pisali. Ampak, če dovoliš, mi lahko razmnožimo kompost. Nobena metafizika. Čarovnija zgleda takole. Torej, približno tok dobrega, prvoklasnega komposta deževnikov stresemo v vodo in zdaj noter se nahaja zelo veliko koristnih aerobnih mikroorganizmov, ampak vedno se nahaja tudi nekaj malo tistih anaerobnih, ki so lahko patogeni. In dobra finta je, kako narediti vermikompostni čaj. Vermikompost je kompost deževnikov. In se to naredi tako. V eno kanto nalijemo to, damo jim nekaj sladkega za hrano, najboljše je malo melase vlit, 50 gramov par žlic. Potem pa damo malo vode, najbolj deževnice, pa da ni prav mrzla. Kupimo akvarijsko črpalko, ki stane 5 do 10 evrov, odvisno koliko močno želiš. In potem to damo lepo tako v eno vrečo, bombažno vrečo za nabirati recimo rastline. In v vodo dodajamo mehurčke. 2 dni to počnemo. Zakaj? Mikroorganizmi imajo to čudovito lastnost, da se zelo hitro razmnožujejo. In ko jim dodajamo zrak, bomo začeli zelo razmnoževati koristne mikroorganizme, v 2 dneh pa bo zmanjkalo pogojev za življenje anaerobnim. Torej, bomo dobili, noter smo dali recimo, ne vem, 100 milijard, van dobimo 100-krat več
Ker mikroorganizmi, veš, da se razmnožujejo zelo hitro. Torej, to je način, kako pomnožiti svoj kakovosten kompost. Na podoben način biodinamiki, recimo, dajo samo žlico kravjaka po Maritu ali tistega iz gnoja, pa zamešajo v 20-30 litrov in s parimi žlicami oživiš ogromne količine tal. To se moramo naučiti, ker to je rešitev. Tla, ki so v Černobilu bila obdelovana s temi komposti, niso kazala znakov radiacije. Njiva zraven je bila neuporabna za naslednjih par tisoč let. Njiva, ki je bila na ta način obdelovana, je bila pa še vedno znotraj meja normale. Torej, namesto da gradimo bunkere, razmišljamo, a nas bojo povabili, da živimo pod tlemi, a nas odpeljali na Mars, je veliko boljše oživeti to, kar imamo in živeti v sožitju in z ljubeznijo, z mikroorganizmi, ki so sposobni rešiti tudi največje človeške neumnosti. Pa jaz nisem tak kaljen človek, da bi to vse znala. Nimam še svojega vrta, no, nimam tukaj izkušenj, ampak tole se mi je pa dosti simpel slišal, no. To je zelo simpel. Tako kupiš kilo takega komposta, ampak res mora biti ekološki od deževnikov. Druga opcija, zelo preprosta za urbane je, recimo vzamemo koncentrirano sirotko, ker so že cepljeni taki mikroorganizmi, da so sami desnoslučni, damo eno žličko tega v vodo pa pršimo okrog, pa bomo krepili dobre mikroorganizme. Lahko vzamemo sirotko, ki se jo da danes dobiti, pa tudi razrečimo s vodo, pa škropimo po rastlinah, pa po tleh. Lahko imamo tisti koš za smeti z efektivnimi mikroorganizmi, pa to trosimo okrog. Torej, začnimo razmišljati o tem, da tako kot črevesčku non-stop zdaj dovajamo neke probiotike, ker smo ugotovili, da je to z vsem povezano, na enak način, kjerkoli vidite možnost, posejte še kakšen dober mikroorganizmov, ker se vam 100-kratno bo vrnilo. Sončnice so si absolutno fejst zapolnila. Ja, pa hren je treba tudi pustiti na večjih mestih na vrtu, pa ne puliti res vsak regrat, pa vsak osad, ker so to čudovite rastline, da nas zavarujejo. Odlično, najlepša hvala. Sanja Lončar je bila v naši družbi, mi pa za na konec pogledamo še izjavo Antona Komata, ki tudi govori veliko o teh stvarih, predvsem pa kaže s prstom nase. Mi smo tisti, ki smo krivi, da je tako, kot je. Lahko pa tudi rešimo. Dobro. Torej, ta kroženje, avtotrofi, heterotrofi, razkrajevalci, ki na sončni pogon. Glejte, če mi apliciramo recimo nek herbicid, bomo zanesljivo pobili vse avtotrofna bitja. Eno točko smo uničili. Če uporabimo insekticid, bomo uničili drugo točko, torej bitja, ki se hranijo z avtotrofi. Če uporabimo fungicid, bomo ubili pa tretjo točko tega krožnega procesa, torej razkrojevalce, ki so jasno ogljive na prvem mestu. In vidimo, da udar kemije po življenju prsti pomeni, da na koncu dobimo mrtvo prst. In to se dogaja tudi recimo pri nas v Sloveniji. Jaz sem se pogovarjal s številnimi kmeti, ki pravijo, da se jim ne splača več kupiti kemičnih gnojil. Kajti strošek nabave kemičnih gnojil je že večji, kot je dohodek s povečanjem pridelka. Torej, vidimo, da zadeva pada v popolno tudi neekonomičnost, ne samo, da nas ne prehranjuje, kot se hvalijo, kaj ti pravijo, brez kemije bi bili vsi lačni, nasprotno. Bistveno je, da se povežemo sami s sabo, da se povežemo z skupino, da se ne nazadnje povežemo z ognjem, ki nas sprejme. In na tak način je pač zadeva možna.